Tole je prenovljena Toyota Avensis. Boste pa morali kar pošteno pogledati, da boste spremembe sploh opazili. Tale nos je postal malce bolj agresiven, vseeno pa avtomobil ostaja umirjen in skoraj neopazen. Kar za marsikoga sploh ni slabo. Neopaznost je lahko adut, zaradi katerega bo diskreten poslovnež izbral ravno ta avtomobil. In ob takšnem karakterju verjetno niste dirkaški tip voznika, zato Avensisa lahko priporočim še zaradi njegovega udobja. To je dejansko drugi od 3 adutov, ker boste tako udoben avtomobil v tem segmentu kar težko našli. Tile sedeži so kot fotelji v dnevni sobi, še izgledajo tako. Tretji adut pa je prostornost. Ta prtljažnik zmore pogoltniti zelo veliko in je med prostornejšimi v segmentu, kar poslovnežu v njegovem kovčku kaj dosti ne bo pomenilo, morda pa se v njem skriva športna žilica in ga bodo dobro izkoristil. Ima pa prtljažnik eno veliko hibo. Dejansko je med najnižjimi med konkurenčnimi karavani in je zato pogojno uporaben, recimo za prevoz koles. ,2,2 litrski dizelski agregat je dober in ponuja dovolj moči, a porabi vsaj 7,5 litrov na 100 km, kar ni najboljši dosežek. Sicer pa je v tej prenovi nov še tale infozaslon, kakršnega ima tudi Yaris, pri čemer navigacije ni mogoče imeti, je pa všečna povezljivost s telefonom ali predvajanje glasbe preko ključka USB.